Glej, pridem kmalu in z mano pride moje plačilo, da povrnem vsakomur po njegovem delu. Jaz sem alfa in omega, prvi in zadnji, začetek in konec. Blagor njim, ki perejo svoja oblačila, da bi imeli pravico do drevesa življenja in da bi smeli stopiti skozi vrata v mesto. Zunaj pa ostanejo psi in čarovniki, nečistniki in ubijalci, malikovalci in vsi, ki ljubijo laž in jo uresničujejo. Jaz, Jezus, sem poslal svojega angela, da bi vam pričeval o tem glede cerkva. Jaz sem Davidova korenina in rod, bleščeča jutranja zvezda. In duh in nevesta pravita, pridi. In kdor posluša, naj reče, pridi. In kdor je žejen, naj pride. Kdor hoče, naj zastonj zajame vodo življenja. Vsakomur, ki posluša preroške besede, ki so v tej knjigi, izjavljam. Če bi jim kdo kaj dodal, ga bo Bog udaril z nadlogami, ki so vpisane v tej knjigi. Če pa bi kaj odvzel od besed, ki so v tej preroški knjigi, bo Bog odvzel njegov delež pri drevesu življenja in pri svetem mestu, ki sta vpisani v tej knjigi. Ta, ki pričuje za te reči, pravi, da pridem kmalu. Amen. Pridi, Gospod Jezus. Milost Gospoda Jezusa naj bo z vami vsemi. Zahvaljujem se gospe Darji Justinek, da nam je prebrala zadnjih par vrstic iz Svetega pisma. S temi besedami iz zadnjega poglavja knjige Razodetja zaključujemo letošnje branje Božje besede na svetopisemskem maratonu. Gospodu izrekamo hvaležnost, da nas je ves teden spremljal in poživljal svojo besedo. Ob tej priliki se v imenu ekipe, ki je pripravljala letošnji maraton, zahvaljujem tudi vsem bralcem, ki so vztrajali dan in noč ob Gospodovi besedi, v branju in poslušanju. Naša zahvala gre tudi župniji Vič, ki nas je odprtih rok gostila ves teden. Kakor mnogi že veste, svetopisemski maraton pripravlja ekipa prostovoljcev, v katerem smo predstavniki različnih krščanskih gibanj in skupnosti. Svetopisemska družba Slovenije že od leta 2008 spodbuja ta dogodek branja Božje besede in ekipa svetopisemskega maratona si prizadeva, da se maraton vsako leto širi. Letos se veselimo več kot 80 mini-maratonov po vsej Sloveniji, tukaj na Viču pa je skozi teden vztrajalo v branju več kot 500 bralcev. Vse to je znamenje, da je Gospodova beseda živa, da nam daje moči, da z njim nosimo vsakdanje skrbi. Svetopisemski maraton se torej bliža koncu. Pred nami je še zadnji pričevalski večer. Ob tej priložnosti vabim k pozdravni besedi gospoda protojereja pravoslavne cerkve Borislava Livopoljaca. Prosim. Lepo pozdravljeni. Govorili bom v srpščini, se opravičujem. Sveto pismo, draga braćo i sestre, nas večeras okuplja ovdje i izuzetna čast i radost mi je pripala da nekoliko riječi podijelim
misli podijelim sa vama, a vezano za organizaciju ovog svetopisanskog maratona. Draga braćo i sestre u Hristu Gospodu, Sveto pismo nije samo jedna obična knjiga koju čitamo reda radi. Sveto pismo je donekle biografija Boga u ovom svijetu. I ne samo to, Sveto pismo je biografija svakog čovjeka. U njemu je neopisani donekle opisao sebe. Sveto pismo Novog Zaveta je biografija ovaploćenog Boga u ovom svijetu. U njemu je opisano kako je Bog, da bi ljudima pokazao sebe, poslao Boga Logosa koji se ovaplotio i postao čovjek, postao jedan od nas. I kao čovjek kazao ljudima sve što Bog ima, sve što Bog hoće sa ovim svijetom i sa ljudima u svijetu. Na sva pitanja Bog je dao nama odgovor. Nema pitanja koji može mučiti ljudsku dušu, a da na njega nije u Svetom pismu dat ili posredan ili neposredan odgovor. Ljudi ne mogu izmisliti više pitanja no što ima odgovora u Svetom pismu. Jedan pravoslavni duhovnik iz Srbije, svetitelj Srpske pravoslavne crkve je, govoreći o Svetom pismu, rekao sljedeće: u njemu svaki čovjek, svako od nas može naći sebe detaljno, podrobno opisana i prikazana. Sve svoje vrline i mane koje imaš i možeš imati i ne imati. Naći ćeš puteve kojim duša tvoje svačija ide od grijeha ka bezgrešnosti. I sav put od čovjeka do Boga i od čovjeka do đavola. Naći ćeš načine kako da se oslobodiš grijeha. Naći ćeš jednom riječju svu istoriju grijeha i grešnosti i svu istoriju pravde i pravednika. Jesi li tužan, u Svetom pismu ćeš naći utjehe. Jesi li žalostan, radost. Jesi li gnjevan, ukroćenje. Jesi li sladostrastan, cijelomudrije. Jesi li nemudar, mudrost. Jesi li rđav, dobrotu. Jesi li zločinac, milost i pravdu. Jesi li čovjekomrzac, ljubav. U njemu ćeš naći lijek za sve svoje poroke i mane i hranu za sve svoje vrline i podvige. Jesi li dobar, Sveto pismo će te načiniti kako da postaneš bolji i najbolji. Jesi li osjetljiv, ono će te naučiti angelskoj nežnosti. Jesi li pametan, ono će te naučiti mudrosti. Voliš li ljepotu i muziku, stila i riječi, nema je ljepše ni dirljivije no što je imamo kod Jova, Isaije, Solomona, Davida, Jovana Bogoslova, apostola Pavla. Tu se muzika, anđelska muzika vječne istine Božije obukla u riječi ljudske. Što čovjek više čita, braćo i sestre, Sveto pismo, sve više i više nalazi razloge da ga što duže i neprekidnije izučava. Ono je, po riječima Svetog Jovana Zlatoustog, kao mirisan koren koji sve više miriše što se više tare. Koliko je važno zašto treba čitati Sveto pismo, isto je toliko važno znati kako treba čitati Sveto pismo. Sveti oci, na čelu sa pomenutim Svetim Jovanom Zlatoustim, nam kaže i preporučuje ozbiljnu pripremu za čitanje i izučavanje Svetoga pisma.
priprema se sastoji u čemu? U molitvi. Molite se Gospodu da nam prosvijetli um, da razumijemo riječi Svetoga pisma, da oblagodati srce, da osjetimo istinu tih riječi i život. Budimo svjesni da su to riječi Božije koje On lično govori i kazuje i upućuje svakom od nas. Molitva u vezi sa ostalim vrlinama evanđelskim najbolje osposobljava čovjeka za razumijevanje Svetoga pisma. Zato sa strahopoštovanjem i molitvom čitajmo Sveto pismo kako bismo sačuvali riječ, a riječ je Bog, a Bog je ljubav, kako bi se sve to uselilo u srce naše, kako bi bezobalni okean vječne istine prodro u srce naše i ovu knjigu koja nije knjiga, nego je knjiga nad knjigama, gdje su riječi duha i života, kako bi je zagrlili i sa njome išli i koračali kroz život. Zato nam je, pored svega ovoga, potrebna i zajednica. A mi smo zajednica. Mi okupljeni oko jednoga Boga. Bog nas ljubi, Bog nas voli ovakve kakve jesmo, sa manama, sa vrlinama, lijepi, ružni, bogate, siromašne. Bog to ne gleda, samo mi ljudi to gledamo. Ali riječ Svetog pisma nas neprestano pominje na to i govori nam da se ne dijelimo. Da se ne dijelimo na ove ili na one, nego da se dijelimo na dobre i loše. Da se dijelimo na one koji su sa Bogom i koji su protiv Boga. To jest sa Bogom i sa nečastivim, sa đavolom. Spasiteljeve riječi, ko hoće tvoriti, razumjet će da je ova nauka od Boga. Znači, onaj koji tvori, on i razumije. To je osnovno pravilo pravoslavne egzegeze. Ne samo čitati, nego živjeti po Evanđelju, živjeti po Svetom pismu. Mi u početku čitamo Sveto pismo brzo, pa onda malo sporije, dok najzad ne budemo čitali riječ po riječ i u svakoj riječi otkrivali beskrajnu istinu i neiskazanu tajnu. Jer nije dovoljno samo čitati jednu glavu ili 10 listova, 10 strana iz Svetoga pisma, nego pored toga treba i da praktikujemo, da upražnjavamo i po jednu vrlinu. Praktikujemo vrlinu. Recimo, opraštanje uvreda. Dok nam ne pređe u naviku, onda će i čitanje Svetoga pisma imati smisla. Što razum ne razumije, srce će osjetiti. A ne razumije li razum, ni srce ne osjeća. Mi onda čitajmo ponovo. Jer čitanjem sijemo riječ Božju po duši svojoj. A one tamo neće propasti, već će postepeno i neprimjetno preći u prirodu duše tvoje i na tebi će se zbiti spasiteljeva riječ o čovjeku koji baci seme u zemlju plodnu. Nekad će pasti i na kamenje srca našeg, ali ne odustajmo. Velika je
braćo i sestre, tajna riječ. Tajna toliko velika da se samo drugo lice Svete Trojice, Bog, Gospod Isus Hristos, naziva u Svetom pismu riječ Logos. Bog je riječ. Zato ne brinimo je geslo ovogodišnjeg svetopisanskog maratona, jer imamo Sveto pismo, imamo utjehu, imamo nadu, imamo istinu, imamo život. U svemu ovome glavno je i najglavnije je vjera i osjećanje ljubavi prema Bogu. Jer se tom toplotom tog osjećaja otvara tajna svake riječi Božije. Kao što se pod toplotom sunčanih zrakova otvara krunica mirisavog cvijeća. Ne brinimo jer nas Gospod voli i priziva da svi zajedno se uz riječi Svetog pisma napajamo božanskim i medotočnim mirisima iz božanske bašte koju nam je On donio da i mi uselimo u svoje srce i svoju dušu. Hvala vam. Hvala vam za vaše spodbudne besede. Zdaj pa vas vabim, da prisluhnemo pesmi Glej ta naš svet, ki nam jo bo zapel družinski zbor Gaudium iz Župnjevič pod vodstvom zborovodkinje Andreje Martinjak.
Dragi prijatelji Božje besede, nocoj med nami prisrčno pozdravljam gospo Milado Kalezič, igralko in dobitnico Borštnikovega prstana, ki nam bo spregovorila o svoji hoji za Gospodom. Prav tako prisrčno pozdravljam sestro Snežno Večko, biblicistko in prijateljico gospe Milade, ki bo vodila nocojšnji pogovor. Veselimo se, da boste z nami podelili svoje iskanje in odkritje Gospodove ljubezni, ki vas je prevzela in vam spremenila življenje. Dober večer tudi iz strani mene, sestre Snežne Večko, ki pozdravljam vse vas, ki ste se zbrali ob tem večeru na koncu svetopisemskega maratona. Posebej pa pozdravljam našo gostjo in ti najprej dam nalogo, da nadaljuješ stavek. Milada je nocoj. Rekla je, da moram reči, da sem srečno pripotovala. Nekdo, ki nima avtomobila, jaz sem zelo ena taka starodavna oseba in se pelje z javnim prevozom, ugotovi, da je Slovenija zelo velika dežela. Najprej se pelješ z vlakom do Celja, potem prestopiš na avtobus, se pelješ do Zidanega mosta, potem čakaš spet vlak in ko končno pride, se zelo počasi pelješ do Ljubljane, ne? Medtem se še na vlaku skregaš z dvema, ki se po telefonu pogovarjata, mladcema zelo grde reči. No in tako da zdaj sem res vesela, da sem končno tukaj. Nazaj me bo peljala moja sestra z avtom, zdaj je ni tu, ker je to že slišala tolikrat, da ko sem rekla, boš prišla, joj ne bi, ja, veš, ne. Tega ne bi več poslušala. Tako da sestra Snežna je moja prijateljica, da se seveda počutim zelo sproščeno in seveda vedno domačo. Sem bila tudi nekaj časa v njeni biblični skupini, v tej svoji lakoti po Božji besedi. Tako da, no, zdaj pa me kar vprašaj. Ja, danes pravzaprav lahko rečemo pravkar se je končalo tedensko branje Svetega pisma, ki se je odvijalo noč in dan. Kaj bi rekla bralcem in udeležencem, od katerih so številni tukaj? Ja, to se mi dala zdaj res zelo težko nalogo, ker ne vem, nekdo, ki se je krstil šele z 49 leti, ne? Zdaj tega 15 let, res ne vem, kaj lahko svetuje nekomu, ki je že kot mlajši v Božji besedi, tako da mislim, da se spodobi, da sem vseeno tiho, ne? Saj mislim, da se v bistvu vsak vernik sam prepriča že kar takoj, kaj ta beseda pomeni in vsaj z mano je bilo tako, ne, da je ta beseda res sam Bog, ki te pelje naprej v življenje. No, pa pojdimo na naslednje vprašanje. Kako si pravzaprav ti s Svetim pismom zdaj? In ga z ljubeznijo jemlješ v roke?
Ali tudi tebi, kot pravi psalmist, Gospodova beseda poživlja dušo, te dela modro, razveseljuje srce, razsvetljuje oči, ti je slajša kakor med, ali če dodamo to, kar nam je spregovoril gospod Livopoljac, pravkar v tem čudovitem uvodnem govoru, lahko rečeš tudi zase, da ti Božja beseda, ko jo jemlješ v roke, pomeni to. Ja, absolutno. Mislim to in še več, ker mislim nekdo, najprej lahko povem, da recimo kot igralka, ki pač seveda mi igralci ogromno beremo, Shakespearea imam v malem prstu, Molière, vsa svetovna literatura, se nekako spodobi, da si še takrat, ko nisem bila v cerkvi, ko sem bila še brez vere, da vzameš to sveto pismo v roke in moram vam reči, da mi ta knjiga nekako nikdar ni pustila do sebe. Vedno se mi je zdelo, da absolutno ne razumem ničesar, da ne vem, berem neki jezik, nekaj, kar, pa sem si mislila, no bo kasneje, no in lahko si predstavljate, do mojega 49. leta, da sem to večkrat naredila in ta knjiga mi absolutno ni pustila blizu, ne. No in potem, ko mi je neznani Bog, na katerega sem se jaz obračala 12 let, podaril vero v Jezusa Kristusa, se je ta knjiga na široko odprla. In spomnim se, da leta 2003 prva liturgija v Mariboru v pravoslavni cerkvi, ko sem končno vstopila in je bila o sključeni ženi, ki jo je Satan za 18 let privezal, da se ni mogla vzravnati in je potem duhovnik imel pridigo o tem, kako si lahko predstavljamo, kako je strašno, da gleda v tla, ne vidi ne ljudi okrog sebe, ne more se zazreti ne v nebo, za njo neba ni in jaz sem rekla, ljubi Bog, pa se to sem jaz. In potem naslednjič je bila prilika o izgubljenem sinu in sem rekla, pa se to sem jaz. Potem je bila recimo enkrat prilika o Petrovi tašči, ki leži v vročici in ne more vstati, da bi stregla in jo Jezus ozdravi z dotikom. In je seveda v pridigi bilo govora o tem, da smo vsi v neke vrste vročici, ki nam ne pusti, da bi vstali, da bi stregli, kar se od nas pričakuje in seveda tudi to sem bila jaz in ne samo, da sem se zavedala svoje vročice, ne, bila sem res v globoki vročini, visoki. In potem seveda počasi naprej, prepoznala sem se v vsakem slepcu, ki ga je Gospod ozdravil, še posebej v tistem, ki je potreboval 2 posega, ker je tako globoko slep. Slep za ljudi in slep za Gospoda. In zanimivo, da v sami priliki, ko mu Gospod reče, vidiš kaj, pravi on, vidim ljudi, kot bi hodila drevesa. In to sem jaz vse noči sanjala in sem mislila, zakaj sanjam ta drevesa, ki hodijo. In to je bila seveda ta moja globoka notranja slepota. No in potem seveda vedno vse, kot pravi Dostojevski. On je pred smrtjo svojih hčeri, jo je prosil, naj mu bere, pa je rekla, kje naj ti odprem, je rekel, kjerkoli. Ta knjiga te nagovori, kjerkoli jo odpreš. No in tako je bilo. Tako da seveda vsaka liturgija, vsako branje je mene na novo rodilo, na novo rojevalo. In seveda rojeva me še zdaj. Lahko rečem, da tista prva leta sem zelo strastno brala psalme. Tako rekoč noč in dan in sem si v enem momentu mislila, če normalno, mogoče pretiravam, ne, ker mi igralci smo nagnjeni k takim, ne vem, pretiravanjem. Ampak sem potem prebrala, da je na Irskem pred davnimi časi, ko so še viro jemali malo bolj strastno, je bila kazen recimo za prešuštvo 10 let posta ali pa 3 dni in 3 noči branja psalmov. Sem rekla, mogoče jih zato toliko berem, ne. Tako da seveda na kratko, vse me je nagovarjalo, zame je Sveto pismo bistvena knjiga, sam Bog na ta način me je rojeval, seveda za vsem, kar je še bilo v cerkvi, zakramenti, predvsem spoved, evharistija, sveta liturgija, romanja, post, molitev.
Ampak Sveto pismo pa točno tisto, kar potrebuješ, da ti nekdo direktno pove, ne? In to se je seveda ves čas dogajalo in se še dogaja. Si kdaj želela igrati ženske like iz Svetega pisma? Si imela tako priložnost? Ali pa je bila kakšna tvoja upodobljena žena vsaj podobna kateri svetopisemski, v dobrem ali slabem? Zdaj moram paziti, kaj bom rekla. No, zdaj bilo bi pretenciozno, ne, če bi rekla, koga bi si želela igrati. Lahko rečem, da se je kmalu izkazalo, ko so me moje prijateljice, ker konec koncev rojena sem sicer v Črni Gori, ne, bila sem deležna absolutno patriarhalne vzgoje, ne, ampak so me moje prijateljice sošolke povabile ko sem jim rekla, da sem se dala krstiti, da zdaj sem jaz pravoslavka, kristjanka, da seveda se tudi kmalu se moja hči, ki je bila takrat stara 23 let, dala krstiti. Ona je rekla, mami, vem, da bi si ti želela, da bi jaz bila s tabo, ampak ona je že imela fanta, zdaj je ta fant njen mož. In je rekla, ampak jaz se počutim, da sem Slovenka, se bom dala krstiti v katoliški cerkvi. Tako da pač to nekako živimo v svoji družini in pa seveda vsi moji prijatelji, sošolci so tule iz Slovenije in so me potem moje prijateljice peljale v biblično skupino Maksimilijana Matjaža. In kmalu tudi, ker mi je bilo to premalo, si lahko predstavljate, še v biblično skupino Snežne Večko. In moja mama je rekla, ker sem imela navado, da sem brala istočasno, sem dala srbsko v srbščini, slovensko in sem potem primerjala, da bi še bolj razumela in potem sem imela komentarje, pravoslavne, katoliške, da vidim, kaj pravijo tile. Oni sem imela vse polno seveda knjig po mizi, zvezkov in potem sem slišala, da je moja mama, ker sem ta leta živela z njo, z očetom v Mariboru, da je rekla, jel se to ona upisala ponovo na neki fakultet? Zašto ona ima toliko knjiga po stolu? Pol pa so rekli, ja, ona je sad v crkvi, ona je to ozbiljno shvatila, ne. Žal nisem, pač ne izhajam iz take družine, rekla, ona je svake 2 godine imala drugu životnu filozofijo in so čakali, da bo še tale, ne. No, ampak to se ni zgodilo, ne, tako da potem je že ona videla, da je stvar zelo resna in ko sem dobila prstan in sem si pripravila ti svoj govor, zaradi katerega temu govoru svojemu se vam zahvaliti, da me toliko pač vabite, sem stala na stopnicah, da odidem v svečani obleki, v glavi sem imela govor, ki sem si ga pripravljala 1 mesec, vsi so rekli, Bog ve, kaj bo zdaj ta rekla, vsi so bili v smrtnem strahu in mama moja je rekla, molim te, kad ti daju taj prsten, reci hvala, idi kući. No, tako da potem se je še ona pripričala, ne, da je zadeva res zelo resna. No, zdaj pa povej še to, kaj čuti igralka, ko občinstvo predstavlja lik, ki nikakor ne najde poti do luči, medtem ko je sama to pot našla, pravzaprav je bila najdena. Veš, te bom razočarala, seveda igralka, ki je našla to pot, je seveda zelo srečna, ker ve, da se je izognila totalnemu propadu, ki je grozil, da jo je Bog zelo pogledal, tako da seveda igralka točno ve, kaj se je zgodilo, po drugi strani pa ima v sebi toliko talenta za igranje zoprnih in negativnih likov, ne, da se še ostali čudijo, kako je to možno. Ampak seveda potem nekako vedno manj čutiš v bistvu sploh potrebo, da bi se na ta način izražal, ker moram vam reči, se veste, drama, gledališče, tu je ogromno negativnega, ogromno negativnih likov. Žal moram povedati, da sem se zelo dobro znašla s temi liki. Mogoče so mi tudi pomagali na tej, pač po tej napačni poti, ne.
so me na nek drug način nagovarjali. Potem pa seveda nekako nimaš niti želje, da bi to igral, in kasneje so mi moji direktorji, umetniški režiserji in ostali, če so mi ponudili kakšno vlogo, ki je recimo v igri, to mi je, nekdo si je želel, en režiser pred nekaj leti, da bi igrala Kdo se boji Virginije Woolf, Marto, ki res 3 ure samo vpije in grdo govori, in sem rekla, glej, enostavno res tega ne morem več. Tako da so bili pač polni razumevanja, da v bistvu, če pa imaš stavek, recimo v eni igri sem imela stavek, zdaj si predstavljate, kakšna dilema je to, morala bi reči, kaj ti Bog je uredil tako, da tisti, ki najbolj ljubi, stori največ hudega. In seveda to je takšna laž proti Bogu, ne, da zdaj direktno nisem mogla nič narediti, ker je že bilo tega toliko, ampak sem morala nekako to odigrati, in potem je režiser vedno rekel, ti pozabiš reči ta stavek je zelo važen. Sem rekla, veš, jaz sem v tej sceni tako zmešana, enostavno sploh ne vem. Kaj pa ti stavek prej, sem rekla, ja, tistega si rekla, sam tega ne pozabiti. Joj, ne bom, sem rekla Šepetavki, prosim, da mi boš povedala. No, in sem na ta način se zvlekla, da ga nisem rekla, ker pač teater je taka zadeva, ne. Potem pa v zvezi s tem povej še tisto, mislim, da je bila ena posebna postavitev nevarnih razmerij ali česa že, ko si se tako branila tiste vloge, da je nisi mogla igrati, da so ti že rekli, pa nehaj pol, pa ne igraj. Pol enkrat si pa doživela en tak preblisk, se spomniš, a ne tisto? Ja, če lahko to. Ja, no, teh zgodb, res Bog me je ogromno krat reševal v teh situacijah na odru, ki so bile grozne. Lahko rečem, no, ta je bila bolj zabavna, ker si ravno omenila nevarne razmerja. Takrat, se veste, režiserji danes skušajo režirati, absolutno vsi morajo biti perverzni. In jaz sem v tej igri igrala eno teto, ki po samem romanu ni, je čisto normalna teta, ampak on si je želel, da se kar naprej poljubljam s tem nečakom, pa sem rekla, glej, to je, mislim, prvič mi je žal tega mladega igralca, ne. Poleg tega je na obisku moj nečak iz Črne Gore, ki bo prišel to gledati in bo prepričan, da se je teti zmešalo, in enostavno res ne morem, ne. Pol pa rekel, pa zakaj si tako konzervativna? Pa sem rekla, pa nisem konzervativna, ampak enostavno nimam nobenega veselja s tem, ne. No, tako da sem se recimo temu izognila ali pa karkoli, ne. Takrat pa še pred cerkvijo, pred vero v Jezusa, moje največje teatrsko razodetje, kjer je Bog zame res naredil nekaj neverjetnega, je bilo, ko sem igrala Markizo de Martej tudi po nevarnih razmerjih tega Francoza Delacroixa, ampak nemški tekst Heina Millerja, ki je pripeljan do ekstrema. To je najbolj negativen lik v celotni dramatiki. Ona je tako črna in ta vikont, ona dva se pogovarjata, ona dva sploh več ne čutita, nimata teh normalnih človeških čustev in v bistvu čutita, da sta živa samo takrat, kadar drug drugega žalita in prizadeneta. In potem seveda govorita o tem, kako sta, ne vem, skozi neke intrige uničila tega, to se pogovarjata. Jaz sem bila pa takrat ravno v res zelo močnem iskanju Boga in me vse to, vedno je recimo v vsaki vlogi, vsakega lika je nek stavek, skozi katerega ti lahko stopiš v ta lik, da ti je blizu. Da recimo rečeš, no, ta stavek pa bi lahko jaz tudi rekla, ne. V tej vlogi ni bilo, vse je bilo tako črno in enostavno nisem mogla igrati in potem govorila pa sem seveda, ker je seveda bil tekst proti Bogu, proti ljubezni, proti dobroti, z cinizmom je bilo govora o vsem tem. In sem seveda zdaj ta tekst se morala naučiti, potem pa je bilo recimo gibalno, da me moj partner, dokler je govoril zelo grde stvari o ženski, se me dotikal na en tak res grd in prezirljiv način in sem rekla, to pa ne bo, tega pa ne bo počel, ne. In seveda to pa je bilo nekaj prestrašnega, ker v gledališču kar režiser reče, in bil je en zelo znan režiser, ki v glavnem dela v Nemčiji, eden, ne vem, najbolj,
In niso mogli verjeti, ne, da sem pač to rekla. In potem je kmalu klical direktorja mojega in je rekel, zdaj pa bi rad vedel, a sem v kloštru ali sem v gledališču, naj se najprej to zmenimo. In potem je bila ena dramaturginja, ki se je smejala zelo, ko je moj partner govoril te grde reči, in potem sem jaz tudi dobila na eni vaji en napad in sem rekla, ne vem, čemu se smejiš, ne, če je to tako žaljivo do ženske, se si sama mati, menda bi se lahko zadržala, no, in potem ratala ena taka neprijetna atmosfera, grozna. In potem seveda sem vedela, da so se začeli pogovarjati, ali naj mi to vlogo vzamejo. Cel teater je že govoril, jaz sem bila pa seveda takrat v zelo slabi osebni situaciji, ker sem bila tik pred ločitvijo in so vsi vedeli, da in seveda, če zdaj začne nekdo, ki mu privatno ne gre dobro, govoriti o Bogu, je to že zelo sumljivo in ves teater je govoril, da se mi meša. Ne? Potem je pa ta moj partner, ko sva šla zvečer po vaji domov, je rekel, sicer malo seveda posmehljivo, ampak v bistvu dobro. Je rekel, veš, kaj ti svetujem, ti tega ne boš zdržala. Ali vrni to vlogo, ali pa pros tega svojega Boga, naj ti to pomaga narediti. Ne? In potem, ko sem prišla domov, sem rekla, jaz se v bistvu mi je res dobro rešil, jaz enostavno sploh več ne vem, kaj naj igram, kaj naj počnem. In sem res bila vso noč v molitvi, takrat še temu neznanemu Bogu in sem govorila, glej, sploh ne vem, kaj naj te prosim, ampak reši me, kakorkoli reši me. No, in sem tekst, ki je bil zelo težek, režiser seveda me ni maral in mi je naredil z reflektorji, mi je tako kot na policiji sveto v oči, takole. In jaz sem pa morala gledati še tako in sem pozabila, še tisto, kar sem znala, sem pozabila. In potem, da bi to natrenirala, sem v moji kuhinji na stolu stala in gledala v luč in govorila te tekste. Nisem pa vedela, da me iz sosednje stolpnice ena opazuje in je bila potem seveda zelo v skrbeh in je rekla, pa kaj vi vse noči govorite v luster? In zdaj sem rekla, viš kaj, moram, ne, in je rekla, joj, sam da ste v redu, jaz sem se že bala, ne, sem rekla, ja, da bom v Vojniku končala, ne, to so vsi čakali, da bom končala v Vojniku, to je psihiatrija tam pri Celju. No in čudež je bil pa ta, vsi so se me izogibali in sem jaz, ko je prišel masker in mi je naredil en tak vampirski bel obraz, pa imela sem ogromno lasuljo, pa roke, kot da niso prave človeške, ampak ene take proteze, tako zelo grdo vse. In potem, ko sem jaz sama sedela v garderobi in čakala, ko so spodaj pač pripravljali sceno, je neka sila, danes vem, da Božja, vedno so se ti čudeži dogajali, ko sem se gledala v ogledalo. In sem nenadoma zagledala, jaz imam en tak, v glavnem sem bila uspešna, recimo v takih čustvenih likih, Laura, Steklena menažerija, Tennessee Williams, Čehov, Striček Vanja in taki liki, ne, imam en tak melanholičen slovanski izraz. Zdaj sem pa imela to vampirsko belo masko in sem jaz nenadoma zagledala, da to ni moj obraz. In sem se začela tako hecati. Sem izbulila oči, sem pokazala jezik, začela sem z nekimi čudnimi grimasami. No in potem sem prišla dol in sem začela govoriti ta tekst na ta način. In ta režiser je plano po konci in je rekel, tebi se je Marija prikazala. In v čem je bil čudež? Kaj mi je Bog hotel povedati? Ne moreš se vživeti v njo, ker je mrtva. In jaz sem jo odigrala kot nekoga, ki se trudi, da bi bil živ. In recimo jaz temu mojemu partnerju nisem mogla smehom, on je imel tak sonoren smeh, nisem mogla parirati in sem se smejala nemo z eno tako grozno grimaso. No in potem, da ne govorim, jaz sem za to vlogo dobila pač nagrado iz Prešernovega sklada in vsi so bili tako šokirani, da ko je vse to viselo na oglasni deski, jaz sem prišla v teater, sem rekla dober dan, so vsi tako brali in nihče mi ni rekel dober dan, ker so vsi čakali pač, da bom končala v Vojniku. No, tako da sem bila res deležna velikih milosti njegovih.
Jovito. No, tega vprašanja, ki tega mislim zdaj postaviti, si sicer nisem pripravila, ampak zdaj se mi je porodil. Kako si pa doživljala tisto vlogo, v kateri sem te jaz prvič videla, namreč Lov na čarovnice? Tam je pa bila zelo pozitivna vloga. Ja, to pa je bila lepa vloga, to pa je od Arturja Millerja, Salemske čarovnice, kjer v tem kraju Salem v Ameriki med protestanti pride, ker seveda tam v bližini se nahaja ta trikotnik, ki velja za sedež magije, Barbados, Dominikana pa Haiti. In so vedno bile te črnke z Barbadosa, ki so naučile potem te deklice, drama govori tudi o tem, klicati te demone in zle duhove, in potem, ker pride do nekih prepirov, seveda pride do velikih intrig in zdaj kdo je kriv. V bistvu je on ta tekst napisal, ko so takrat v 50-ih letih lovili komuniste po Hollywoodu, ko so bila tista zaslišanja v zvezi s tem, ko se začnejo ta iracionalna obtoževanja. In je to seveda ena dobra, lepa, res zelo dobro napisana drama. No in jaz sem igrala to Elizabeth Proctor, ženo glavnega junaka. No, moram reči, da sem imela kar uspeh s temi protestantskimi liki, ki so tako nekako zadržane, ker sem bila kot Črnogorka vzgojena zelo asketsko in vedno, ko sem jih igrala, ker so zelo po tem zunanjem izrazu zreducirane, na noter z ogromno čustva, na zunaj pa zadržane. Sem vedno videla vso mojo črnogorsko vas, moje tete, babice, ki so samo gledale, kako jaz to igram, in sem zaslišala samo en stavek. Samo se ne prenemaži, se pravi, da bi kot nekaj igrala, da bi bila afektirana, da bi nekaj. In potem sem v bistvu res bila polna teh čustev, vedela sem, kaj igram, ampak na zunaj nič. No in to je bilo to. Hvala. No, zdaj se bomo pa po teh močnih tekstih, ki si jih osvojila in igrala pač z večjo ali manjšo težavo, zaradi takih in takih pogledov in besedila, pa se vrnimo spet k svetopisemskemu besedilu, pa te spet vprašam, kaj bi pa rekla o literarni in dramatični ali dramatski moči svetopisemskih besedil, katerihkoli besedil, lahko pa prav pripovedi, ki so že same po sebi drame. Kakšna se ti zdi kot igralki, kot osebi, ki je veliko prebrala, kakšna se ti zdi literarna in dramatska moč pa posebnost svetopisemskih besedil? Ja, absolutno neverjetna. Neverjetna, izjemno močna, prelepa, ker kljub navdihu, seveda vse te drame je napisal človek, to je pa dejansko Božja beseda, in seveda nič ne more biti močnejšega od tega in ogromno je odlomkov, zdaj, da jih ne bi ponavljala, se jih vsi zelo dobro poznate, ki so res izjemni, za eno besedo, prelepi in močni. Hvala, to me zelo veseli, ker tudi jaz tako gledam na svetopismo. Morda bi bilo še zanimivo za občinstvo, če še poveš, kako so se igralci, ko si ti tako igrala, tako jasno povedala, česa ne moreš, kaj lahko igraš, kako so se otajali in kako oni potem s tabo čutijo in ti želijo, da bi se vse v teatru tako odvijalo, da lahko greš tudi k liturgiji in kako jih pošiljaš, ko grejo gostovati v druge države, kako jih pošiljaš v cerkve in se potrudijo iti pogledati, komu je posvečena kakšna, pa kako deliš ikone in tako dalje. Še nekaj o tem svojem apostolatu v gledališču.
Ja, seveda, če je bila vaja v nedeljo, ne, sem rekla, ko sem začela hoditi v cerkev, da ne morem priti v nedeljo, ne, ker sem pač pri liturgiji in potem bila je neka režiserka, je spet poklicala direktorja, da naj me prepriča, sem pa igrala glavno vlogo in če mene pač ni na vaji, naj potem, da naj me prepriča, je direktor bil neverjeten, ker je rekel, da po igralskem kodeksu imam to pravico. Potem je pa rekla, naj pridem vsaj zvečer, pa sem rekla, ne, v nedeljo enostavno, to je Gospodov dan, ne bom na vaji in gotovo. In potem je moj soigralec Tadej Toš, ki ga poznate, igral je mojega sina, naslednje jutro je rekel, jo, daj pojdi še na kako liturgijo, tako sem se naspal, a veš. Tako da s tem je bilo ogromno hecav, ne, in če so bili utrujeni, so vedno pogledali mene, pa so rekli, ja, je rekel režiser, a je lahko vaja, ja, Milana, imaš ti kak praznik, ne, in so upali, da bom rekla, ja, jaz ne morem priti. Lahko pa enkrat povem, to je bilo na Veliki petek. Na Veliki petek je pri nas že ob 5 je bila molitev, pa ob 6, potem sem morala iti ob 6:30 v teater, sem odigrala prvo sceno in sem imela 1 uro pauze in potem sem klicala eno mojo prijateljico in sem kar v kostumu sedla v avto, se odpeljala v cerkev, ko se gre skozi, je še zadnji del obreda, se gre skozi Jezusov grob in potem ravno pop je zapiral cerkev in mi dve letiva, ona sploh ni vedela, kaj se dogaja in sva dobili ikonico in blagoslov in potem sem šla nazaj in potem seveda igralci, ki kadijo pred gledališčem, so rekli, pa kaj ti si se nekam odpeljala? Pa sem rekla, jaz sem šla v cerkev, ne, pa sem povedala, stara vsaka čast. Sem rekla, sem ne nobenemu praviti, ker bi lahko končala na disciplinski, ker med predstavo ne smeš zapuščati gledališča, ne, normalno. In moja prijateljica, ko sem mi rekla, je rekla, kaj pa če se zgodi kakšna nesreča, sem rekla, vse imam preračunano, ti se boš s policijo pogovarjala, jaz imam mobitel, taksi in se peljem nazaj. No in tako je bilo vedno, da sem res ogromno krat kombinirala, da sem dirjala v cerkev, pa, no čeprav moram reči, da so mi potem res vedno dovolili. Tako da zdaj je že dovolj, da sem sam rekla, ja, so rekli v redu. Tako da, ja, so se seveda navadili, vsi so od mene dobili ikonice, tudi sveta pisma, tako da, ko sem dobila, ko so gledali Prstan, je Vojko Belšak, ki je tudi vedno mojega sina igral, je rekel, itak sem vedel, da boš govorila, v redu, sem rekel, naj govori, kar hoče, samo da ne začne talati podobic, jo, lepo te prosim. No in zdaj pa, ko grejo, rečejo, zdaj pa pridemo, potujejo, se veste, potujejo posod, Južna Amerika, Sibirija, Kanada, povsod grejo, pa rečejo, joj Milada, vedno, ko zagledamo cerkev, se te spomnimo, pa gremo noter. Sem rekla, ja, seveda moraš noter, veš, kak dolga pot je to, da te dragi Bog čuva, komu je pa posvečena bila ta cerkev? Stara, zdaj grem na internet. In rečem, to je važno, ker tisti, ki mu je posvečena, tisti bo ves čas s teboj, na njega se lahko obračaš. In potem so res, tako da zdaj jaz doživljam, ko oni potujejo po svetu, da mi prinesejo iz Južne Amerike podobo Marije iz Guadalupe, potem sem dobila iz Sibirije, iz Omska, iz Kanade, vse sorte dobim zdaj jaz od povsod. Ja, krasno. No, torej naša Milada si res zasluži aplavz in morda se je pa tudi vam porodilo kako vprašanje, ki bi ga radi postavili, pa imate zdaj vi to možnost. Ona je že itak, ko smo imeli v naši hiši pogovor za naše prijatelje, dobrotnike in sosede, rekla, da jo lahko vprašamo, kar hočemo. To se pravi, tudi vi jo lahko vprašate. A ne, lahko te vprašajo, kar hočejo. Jaz imam eno vprašanje. Mene zanima, kateri je za vas bil taki ključni dogodek spreobrnenja, v katerem se je zgodilo vaše spreobrnenje? Zdaj ste me pa našli. To je pa ena taka ljubezenska zgodba, da sem jaz skoraj umrla.
In sem bila pripravljena umreti in sem rekla, končno, igrala sem Ofelijo, Elviro v Don Juanu, vse ženske v literaturi, ki najbolj ljubijo Medejo, ki ubijajo zaradi ljubezni, ki umrejo, ki se jim zmeša. In sem rekla, tak, zdaj sem pa jaz na vrsti, da zares morire, da more. Zdaj pa se bo to zgodilo. In vse je kazalo, ampak Bog noče smrti grešnika, hoče, da se ta spreobrne. In tako je bilo. Tako da nisem umrla. Je pa bila to res ena taka, kako bi se reklo, žal, prešuštna ljubezenska zadeva, ne? Zato je bila seveda tako, nisem mogla pričakovati blagoslova, ampak vse se je dobro končalo. No, malo povej, kako si šla v stolnico, pa tam molila, pa kak si en listek od te, nekaj so že Emanuel, ko so jih delili, prebrala, pa take te stvari malo še to. Ja, veste, tistih 12 let, ko sem se obračala na tega neznanega Boga, sem nenadoma začutila tako močno to prisotnost, tik nisem vedela, kaj se bo zgodilo, tega nisem niti pričakovala. Preden mi je podaril viro v Jezusa, to je bilo nekaj tako neverjetnega, da sem imela občutek, da se me bo zdaj dotaknil in sem potem vedno in sem rekla, pa kaj hočeš od mene, vidim, čutim, da si tu, ampak ne razumem, napiši mi listek. In sem ga res iskala 3 leta po cerkvah, si predstavljate, če bi šele to kdo vedel, kje bi končala. Ne? In sem ga res iskala in sem rekla, glej, si vse mogočen, ustvaril si svet, kaj, napiši mi ta listek, kaj naj počnem, se vidiš, da sem v popolnem kaosu, da bom res umrla. In v tistem grem jaz mimo stolnice in vidim, da piše molimo za mir. In nekako vedno, ko sem videla molimo za mir, se mi je zdelo, takrat je bil aktualen Afganistan pa to. In pride en fant, mlajši moški, ki sem ga kasneje srečala pri sestri Snežni, čez 7 let, imam dokaz, in pravi, a bi vi vstopili v cerkev, mamo, in si mislim, pa kje si mene našel, jaz sem noč dan v cerkvi, jaz se noč dan pogovarjam z Bogom, zdaj pa me še ti, ko grem s trga, dobro, pa grem noter, kaj naj naredim, je rekel, tule napišite svoje želje, tule napišite, da se Bogu zahvaljujete, zakaj, jaz to vse nekako preko volje naredim, nekdo je igral na kitaro, sem rekla, lahko zdaj grem, ne, zdaj pa pridite z mano, in je pokleknil tam, ko je pred oltarjem, so v stolnici 3 stopnice, in on zraven mene in jaz si mislim, joj, najverjetno. Joj, kako je vse to zoprno. Ne? In točno pred mano je bilo tako razpelo in z tistega razpela res v mene en tak val ljubezni in jaz tega neznanega človeka, ki mi je šel tako na živce, zgrabim in ga začnem tako objemati. In človek je čisto seveda otrdel, ne? Kasneje, ko sem ga srečala pri sestri Snežni, čez 7 let, jaz gledam pa si mislim, pa ta je tako podoben unmu iz stolnice, pa sem rekla, a vas jaz lahko nekaj vprašam, a ste bili vi pred 7 leti? Je rekel, ja, nihče me ni tako objemal. No, ampak drugi del tega obreda je bil tako, ko sem ga nehala objemati, sem rekla, vsa v solzah, a lahko grem zdaj domov? Je rekel, tule pa še vzemite Božjo besedo. In je bila takšna košarica na tleh in zvitki. Zdaj sem pa začutila, da gre za res. In se mi je tako roka tresla, da sem mu rekla, mi jo lahko vi vzamete. In mi je on vzel en zvitek, doma sem ga prebrala, bil je iz 22. psalma, od materinega naročja si ti moj Bog, ne oddaljuj se od mene, kaj ti v stiski sem in ni to lažnika razen tebe, ki bi pomagal. In potem sem mislila, to je itak res, ne, to itak je tako, ne, pa sem mislila, to je, mogoče je to njegov listek, ni moj. In potem se zgodi, kar se zgodi, grem v Črno Goro, Manastir Ostrog, v bližini je moja rojstna vas, se dan krstiti, pridem nazaj in čez 14 dni vidim spet stolnica, molimo za mir, smisla, zdaj pa grem sama, grem not, ni bilo nikogar, naredim tako, kot mi je on takrat rekel in že pozabim na tisto, ker je bilo 4 ali 3 tedne in zagledam potem Božja beseda. In se mi je spet roka tresla in sem rekla, tak, zdaj pa jo moraš vzeti in sem jo vzela. In je bilo iz preroka Izaije,
Ne boj se, saj te odkupim, moj si, te kličem po imenu. No, takrat še nisem čisto razumela, ampak kmalu pa. Ja, hvala. Pa ste povabljeni, da še lahko kaj vprašate. Sicer imate možnost vprašati, sicer čaka že zbor, da bo ta pogovor, te besede nekako še zavil v melodijo, ki je Božja, pa vseeno vas povabim še, da lahko izrazite kakšno vprašanje. Jaz se vam zahvaljujem. Vedno znova, mislim, to čutim, da lahko to pripovedujem kot nekaj, kar mi je podaril, da se mu res lahko zahvalim. Ne? Ker enostavno je bila milost tako neznanska, da sam ne veš, kaj bi naredil. Ne? No in je našel pač pot, način, da se mu res lahko zahvalim in hvala tudi vam. Mislim, da ta aplavz pove, da so se nas te besede resnično dotaknile, vse to, kar ste delili z nami, tako da se vam res prisrčno v imenu vseh nas tukaj zbranih, gospa Milada, zahvaljujem za vaše pričevanje, za vaše iskrene besede, za vaše besede, ki se dotaknejo srca, da bi se naša srca spremenila in bila odprta za Gospoda in da bi tudi lahko mi vsak, ko se vračamo ta večer domov, pričevali o tem, kaj je Gospod storil v našem življenju. Velike stvari, ki jih dela v življenju vsakega izmed nas. Prisrčna hvala. Za konec nocojšnjega večera pa povabim družinski zbor iz Viča, da nam zapoje še 2 pesmi z naslovom The Ground in Pacem.
Prisrčna hvala družinskemu zboru iz Viča, župnije Vič, Gaudium, ki nas je razveseljeval ta večer s pesmijo. Res hvala za to, da ste bili z nami. Branje svetega pisma, pričevanje, kakršnemu smo bili priča nocoj, kakor tudi lepo prepevanje družinskega zbora župnije Vič nam je ogrelo srce. V teh dneh pa je bilo potrebno ogreti tudi vse te prostore. Kakor verjetno veste, se svetopisemski maraton financira iz prostovoljnih prispevkov. Zato bomo veseli vsakega vašega daru, s katerim boste prispevali k pokritju stroškov za toplo kapelo in Antonov dom in podprli tudi ostale dogodke, kakor je danes ta. Letos prvič lahko darujete tudi preko telefonov. Pošljite sporočilo SMS, ključno besedo Maraton 5 na številko 1919 in prispevali boste 5 evrov. Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, Telemach in A1. Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš dar. Želimo vam še naprej lep večer in naj vas Gospodova beseda vsak dan nagovarja in napolnjuje vaše življenje. Hvala lepa.